Na referendumu 5. junija bomo glasovali tudi proti zakonu o preprečevanju dela na črno, pa ne zato, ker bi ocenili, da dela na črno ni ali da ga ni potrebno preganjati, pač pa zato, ker ne bo prinesel bistvenih sprememb na tem področju. Že sedaj veljavni zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno je popolnoma zadostna podlaga, da bi naši inšpektorji, tako delovni, tržni, prometni in davčni, z vsemi pooblastili bolj uspešno preganjali tako nelegalno delo kot tudi nelegalno zaposlovanje. Ugotovimo lahko samo to, da so naši inšpektorji, inšpekcijske službe neučinkovite, konkretno pri medsosedski pomoči, ki je že sedaj omejena v zakonu, niso ugotovili nobene kršitve v zadnjih 10 letih, kolikor zakon velja. Zato ocenjujemo, da tudi če povečamo število inšpektorjev za 170 ljudi, ne bomo kaj bistveno uspešnejši. Seveda učinkovitosti zakona ne moreš graditi na kaznovanju, na politiki kaznovanja, pač pa na motivacijski in spodbujevalni politiki, česar pa zakon ne rešuje. Namreč ključni problem oziroma ključne sankcije bo doživel tisti, ki ni registriran ali ni pravilno registriran, to se sankcionira, medtem ko se ne sankcionira tisto, kar je ključni problem. Ali je nekdo izdal račun in plačal davke ali ne. Zaradi tega v bistvu delo na črno preganjamo, ker se pač v državni proračun nateče premalo pobranih davkov. Po zakonu bo pomembna samo registracija, torej ali si registriran za določeno dejavnost ali nisi, ali imaš papirno in z dokumenti vse urejeno ali ne. To pomeni, da bo poslovanje brez računov cvetelo še naprej, država pa bo čez nekaj časa ugotovila, da zaradi še enega novega zakona v proračun ni pridobila popolnoma nič več sredstev. Tisto, kar je seveda najbolj razburilo državljanke in državljane, pa je omejevanje medsosedske pomoči. V tem času smo dobili napačen vtis, da se največ dela na črno zgodi med sosedi, kar seveda ne drži. In poleg tega zakon določa precej nedoločno, kaj je to določena bližina, kdaj lahko se pomaga, torej ob konicah, ob sezonskih konicah in podobno. Sedaj bodo to očitno morali ugotavljati inšpektorji, ali je zdajle konica za pobiranje grozdja ali kaj podobnega. V tem času, ko so ljudje brez zaposlitev, ko so razmere precej zaostrene, bi vlada kvečjemu morala predlagati zakon, ki bi medsosedsko pomoč spodbujal. S tem pa povzroča ravno nasprotno, razburja ljudi in če bo obdavčitev medsosedske pomoči rešila slovenski proračun, potem nas je lahko upravičeno strah, v kako slabem stanju so naše finance. Torej, tisto, kar smo mi predlagali oziroma kar bi si želeli, je, da se stvari lotimo tam, kjer je problem, torej pri inšpektorjih. Vsem na očeh smo lahko gledali, kako se ne plačujejo prispevki, kako se določene stvari ne odvajajo v proračun, pa inšpekcijske službe ob tem niso ukrepale. Verjetno bi pa morali prisluhniti tudi obrtnikom, ki pravijo, da bi nekoliko znižali davke, da bi jih potem tudi lažje plačevali. Nekatere države so to dejansko naredile in na ta način zmanjšale delo na črno.